Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Komunala Kranj je v torek 22. aprila na dan Zemlje pripravila slovesnost o polaganju temeljnega kamna za novo upravno izobraževalno središče v parku krožnega gospodarstva Zarta. Prostor bo stičišče različnih javnosti, predvsem uporabnikov javnih storitev komunalnega podjetja in drugih v sistemih krožnega gospodarstva. Nekoč komunalno degradirana cona danes postaja javnosti dostopen urbaniziran predel mesta s poudarki na krajinskem oblikovanju, trajnostnih pristopih in krožnemu gospodarstvu. Ambicija je, da s parkom krožnega gospodarstva Zarta postane vsaj regijski ali celo medregijski kompetenčni center na področju krožnosti in trajnosti. Objekt je primer prvovrstne trajnostne prakse tako pri projektiranju kot tudi pri zasnovi gradnje, je med drugim povedal direktor Komunale Kranj Matjaž Berčon. Ja, jaz sem vesel, da je to eden izmed pomembnih mejnikov pri gradnji našega parka krožnega gospodarstva. Danes smo simbolično položili temeljni kamen za ta osrednjo upravno izobraževalno središče. Jaz računam, da bomo čez leto pa pol tukaj se lahko veselili tudi dejansko otvoritve. Dejansko je vse sedaj krožno gospodarstvo. Ja, kot sem rekel, včasih smo bili navajeni govoriti o komunalnih dejavnosti, o odgovorni rabi in tako naprej. Danes je pa pač nekako se uveljavil pojem krožnega gospodarstva, ki pa pravzaprav ponazarja vse tisto, kar komunalna podjetja in ne nazadnje mi kot posamezniki v gospodinjstvih delamo že praktično celo življenje ali pa desetletja. Skratka, skrbimo za odgovorno rabo vode, da jo čim manj porabimo, da jo čim bolj očistimo, preden jo vrnemo v naravo, da na izvoru ločujemo odpadke, da jih predamo za to ustrezno usposobljenim izvajalcem, da jih obdelajo, reciklirajo in ponovno vrnajo v življenje. Torej, zakaj Zarta? Zarta je pa pravzaprav eno staro poimenovanje tega kanjona Zarica, ki smo ga našli izpred približno 100 let in celo v bistvu potem je bila ena publikacija natisnjena oziroma napisana Zarta potopljena lepotica. To je eden izmed svojevrstnih kanjonov, ki je bil potopljen v času izgradnje hidroelektrarne Mavčiče. In to je majčkeno, bi rekel, tako bolj navdihujoče poimenovanje, ki simbolizira to, bom rekel, to zgodovino, no, pravzaprav. In če na kratko povzamete, kaj bo Zarta? Ja, Zarta, kot rečeno, je učni poligon, če temu tako rečem. Normalno, tukaj je čistilna naprava, tukaj je naš zbirni center, skratka, odvijajo se vsi delovni procesi, pa vendarle bi radi vse te delovne procese hkrati tudi pokazali vsem generacijam, predvsem mladim, kako to vse poteka, zakaj je pomembno biti ekološki, ozaveščen, varčen, skratka, odgovoren do okolja. Mogoče lahko v sami vsebini, torej kaj bo v tem novem objektu, ki ga gradite. Ja. V objektu v osnovi sta dve nadstropji pisarn, ki jih selimo z ulice Mirka Vadnova, pritličje je pa javno in tukaj je osrednji prostor bo izobraževalni prostor oziroma predavalnica. Na novo je urejen, kot vidite, zdaj se nahaja tamle v kontejnerjih sprejemna pisarna za zbirni center, pokrita z nadstreškom, skratka, da tudi ta komunikacija med delavcem stranko poteka v bolj urejenih okoliščinah. Potem bo trgovina recimo z lokalnimi proizvodi iz ponovne rabe, predvsem pa poudarek trgovina brez embalaže. In pa delavska ukrepčevalnica oziroma, če hoče, tudi kavarna za javnost, bo pač odprta normalno z nekim otroškim igriščem in ne nazadnje parkom. Mi ga zaenkrat imenujemo didaktični park. V tem parku bi radi v bistvu spet skozi materiale, različna tlakovanja pokazali, kako lahko iz starih tlakovcev narediš v bistvu še vedno potko na svojem dvorišču, vrtu, kako narediš kompostnik, kako postaviti pitnik. Skratka, neke take vrste zamisel je tukaj, ki pa še zori, ta še ni vključena zelo v te, bom rekel, končne načrte. Ampak tudi sama gradnja bo potekala nekako v smislu krožnega gospodarstva. Uporabljeni bodo
torej stvari, ki so iz druge roke. Ja. Recimo že ta gradbena jama, kot sem rekel, tukaj je bilo izkopanih približno 3000 kubičnih metrov materijala, ki ga vidite tukaj. Ga nismo vozili na deponijo, ne zasipamo ničesar. Tukaj bomo pač oblikovali neko zunanjo ureditev, ki bo pač še stvar zdaj krajinskega oblikovanja. Sem noter smo navozili material iz lokalnih gradbišč. Zdaj se gradi blok tamle gor, da ne bom konkretne lokacije imenoval, in ta material je direktno zdaj tukaj noter za nasip. Ne? Skratka, mleti betoni in tako dalje, da smo tole vse utrdili. Na to pride betonska plošča, na betonski plošči bo pa lesena konstrukcija, 3-etažna, kot rečeno, 650 kubičnih metrov lesa bo vgrajenega. Ne? Predstavnik izvajalca je prej poudaril, kot da bi prešparali 8 milijonov kilometrov, torej izpustov enega osebnega vozila, ali pa toliko izpustov, kolikor kranjski promet ustvari v 10 dneh. Ne? To so zdaj te simbolični prispevki. Danes, kot vidite, lesena gradnja je v trendu, je v razvoju in jaz mislim, da predvsem javna podjetja, javni sektor smo tisti, ki moramo dati tudi zgled potem zasebnim investitorjem. Jaz upam, da tudi cene na trgu se bodo temu počasi odvile. Ne? Samo če gremo kam, bom rekel, nam primerljive alpske dežele, vidimo, kako se ta, bom rekel, tudi večji objekti, gospodarski objekti gradijo praktično danes na ta način, trgovski centri in ne nazadnje. Ja, vsekakor, da tudi za občino Cerklje pomeni določen napredek tega krožnega gospodarstva. Naj povem, da je občinski svet občine Cerklje sprejel soglasno tudi zadolžitev, ni bilo nobenih večjih problemov. Naj pa povem, da občina Cerklje ni v celoti v komunalnem podjetju Kranj, mi imamo smeti nam odvažajo Snaga, Ljubljana, Voke, dočin čistilno napravo pa imamo v Domžalah, tako da komunalno podjetje je pri nas upravljavec tako kanalizacijskega sistema kot vodne infrastrukture. Ampak kljub temu, občina Cerklje mora sodelovati in vsekakor tak napredek občina Cerklje pozdravlja. Park krožnega gospodarstva Zarta bodo odlikovali obnovljivi materijali z nizkimi vgrajenimi emisijami, uporaba recikliranih elementov, energetska učinkovitost in čistejši proces gradnje. Pomemben temelj dejavnosti bo torej izobraževanje in ozaveščanje.